Torej, minister Šturm je danes predstavil tako imenovani črni fond v Sovi in je dejal, da je uporaba oziroma sploh obstoj tega črnega fonda bila ves čas nezakonita. Drži to? Torej, v mojem obdobju vodenja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije smo razpolagali z rednimi proračunskimi sredstvi in z posebnim skladom, v skladu z zakonom, in vodenje sredstev v posebnem skladu je bilo ločeno od vodenja proračunskih sredstev iz razlogov tajnega sodelovanja in operativnega delovanja agencije. Kako minister Šturm govori o posebnem skladu in o črnem fondu, torej dva? Torej, ne morem komentirati, kaj govori minister Šturm. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija razpolaga z posebnim skladom za operativno delovanje. Torej, črni fond sploh ne obstaja? Jaz izraza črni fond ne poznam drugače kot iz medijev. Kaj pa lahko rečete to, da so se ta sredstva v tem fondu zbirala iz donacij in od tujih služb? Kot je splošno poznano, je mednarodno sodelovanje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije na zelo zahtevnem operativnem področju delovanja agencije v mojem obdobju bilo zelo razvejano in bogato, in v tem pogledu so se določene operativna delovanja tudi finančno skupno pokrivala. Tudi ta sredstva so del posebnega sklada in v njih se je natančno vodila evidenca tako pisno kot tudi računalniško. Kaj več, bolj detaljno o tem pa v tem trenutku jaz nimam pristojnosti govoriti o tem, lahko kaj več pove sedanji direktor agencije, ki je pristojen za to. Jaz lahko zagotovim samo nekaj, da so vsa tista sredstva, ki so bila namenjena iz strani tujih služb za operativno delovanje, skupno operativno delovanje določenih tuje službe in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, bila v ta namen tudi uporabljena. Še eno stvar bi vas vprašal. Zdaj v tem poročilu piše, da naj bi bil iz teh sredstev plačen tudi svetovalec za reorganizacijo bosanskih služb in sicer registriran kot tajnih sodelavec in plačan iz teh sredstev v 14 obrokih, da bi bil okrog 118 000 €. A je to tudi to? To težko komentiram iz preprostega razloga, ker ste mi premalo povedali, da bi lahko karkoli rekel. Bolj konkretno vprašam, mislim, če je bil gospod Ferš plačan iz teh sredstev? To bi težko komentiral. Ali vi veste za nakup neke dragocene ure za uslužbenca, ki je šel v pokoj, ki naj bi se financirala ravno tako iz tega posebnega fonda? Iz črnega fonda bi se na to financiralo. Torej, iz posebnega sklada so se dejansko financiralo posebno operativno delovanje Sove in vse v zvezi z tem. Konkretno vam pa ne morem komentirati, ker dejansko gre za predolgo obdobje in jaz nimam zdaj možnosti vpogleda v dokumente, da bi lahko komentiral kakršenkoli konkretni nakup kakršnega koli sredstva. Torej to, da sta obstajala posebni sklad, pa črni fond zanikate? Še enkrat bi ponovil, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija razpolaga z proračunom, ki je sestavljen iz rednih proračunskih sredstev in iz posebnega sklada. Del sredstev posebnega sklada je pa za operativno delovanje prihajal tudi iz tujine, za skupne operativne akcije in je zato tudi bil uporabljen. O tem so tudi zabeležke.
Ali po vaših podatkih obstajajo podobni fondi tudi pri tujih tajnih službah? Po mojem vedenju so posebni skladi ali fondi za operativno delovanje, torej denar, gotovina za to vrstno delovanje obstaja tudi v Sloveniji, v OVS-u, obstaja v kriminalistični policiji in obstaja tudi v tujih službah in se vodi posebna evidenca o tem. In o tem se tudi redno poroča vladi, tako vladi kot tudi komisiji v obsegu, kot je pač to možno. Tu je pa ravno, v bistvu, to je pa ravno ključ tega poročila, ne, da, v bistvu, da niti predsednik vlade in niti gospod Bajuk kot prejšnji predsednik vlade niste bili nekolo obveščeni o tem posebnem fondu. To ne bo držalo. Poročila o posebnem skladu po takem so bila del rednih poročil Sove vladi in komisiji. Gospod minister Šturm je rekel, da niste navedli nobenega razloga, zakaj se niste odložili na nek način zaslišanja pred njihovo delovno skupino. Lahko to komentirate? Ja, lahko komentiram. Minister Šturm me je povabil na osebni razgovor z njim, na katerega sem pristal. Ko sem ga vprašal, kje se bova srečala, je povedal, da se bi dobili, torej v množini na vladi. Ko se ga vprašal, ali gre za osebno srečanje med njim in mano, je rekel, to pa ne. Gre za srečanje z večjimi ministri, na to pa jaz nisem želel pristati, ker tudi ni povedal razlogov, zakaj se želi z mano sestati. Če bi mi pojasnil že v samem povabilu, da se želi delovna skupina z mano sestati, če bi mi pojasnil razloge, zakaj se želi z mano sestati, bi se prav gotovo odzval na njegovo povabilo, tako kot sem se odzval na povabilo parlamentarne komisije za nadzor. Če bi ta delovna skupina želela sodelovanje z mano pri nalogah, ki so jih upravljali od njene odstanovitve do sedaj, bi prav gotovo v tem obdobju kdorkoli lahko upravil razgovor z mano. Jaz sem tudi pri mojem odhodu, mojemu nasledniku ponudil možnost, da me za karkoli ga bega, kjerkoli ima določene pomanjkljivosti, ker v primopredaji vendarle, ko prideš na novo dolžnost, ne more spoznati agencije, lahko pride k meni na fakulteto ali me poišče kjerkoli in da se mu na razpolago. Tega do sedaj pač ni nihče ocenil. Razloge, zakaj se pa nisem odzval na povabilo, je pa to, ker je bilo povabilo gospoda Šturma zelo dvoumno in nekorektno. Zanima me še, zakaj mislite, da ni nekih podatkov oziroma dokumentacije pred letom 2003? Delovna skupina je ugotovila, da so na nek način evidentirani prilivi od leta 2003 do 2006 oziroma 2007. Kje bi bili te dokumenti pred leta 2003? Zelo težko bi to karkoli komentiral. Dejstvo je, da so šele zadnje pravne podlage nalagale, da je potrebno posebni sklad kakorkoli evidentirati in voditi. In dejstvo je, da so dejansko, da je denar posebnega sklada poseben in da se v tem ne vodi kakršnakoli posebna evidenca. Ne nazadnje je gospod Miha Brejc pred časom v javnosti kot prvi predstojnik VIS-a komentiral, da se je pač ta dokumentacija ponavadi uničevala. Jaz nisem pa nič uničeval v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.